Povej, Max. Sestavne dele kompasa so magnetna igla, običajno je del, ki kaže na sever, rdeče barve, pobarvan, drugi pa kaže na jug, je pa ali sive ali pa črne barve, naprimer, kakor tukaj. V redu. Pol je vetrnica, ki napiše, ne vem, vse, naprimer, če se hočeš obrniti proti severu, rabiš, da bo rdeča črta prišla na črko S. S Ja. ali na? Nord. Kaj ima še ta kompas? Ohišje. Ohišje? Vetrnica. Ti si rekel, kaj ima še? Ogledalo. Ogledalo, Merilo. tako? Merilo, ja. Kaj dol visi? Tukaj. Vrvica? Pa imamo Povečevalno steklo? Vse to ima, res je. No, kako se pa karta oseveri? Severi se tako, Mislim, zemljevid, kako oseverimo pravilno. tako da zgornji del, Kjer pa je zgornji? tukaj, Kako pa veš to? po črkah, naprimer, tako da vidim merilo in pa vidim, da je Aha, tukaj tako, zgornji. ja, Tukaj pa odlično. sever. Tako. Da bi ga oseverili, rabimo vzeti kompas, ga počakati, pa ga rabimo obrniti tako, zemljevid, da bo ta, da bo rdeča iglika, da bo ta del zgornji bil na severni strani. Naprimer, Ja, takole. ampak zdaj morate to natančno narediti, smo rekli, ne? Kako to natančno naredimo? Takole. Tu in no. Ja, tako, okej. Ne, pa zemljevid obračaš. Ja, ni tako, da zemljevid. Ni tako, da daš kompas v desno, kot sporej. V bistvu tale ogrodje hiše To kompasa. si se dobro spomnil, ampak nekaj ni prav. Nekaj niste naštimali dobro. Kam gleda kompas? Kje je prednji, v katero smer je prednja stran kompasa, oziroma v katero smer gleda kompas? Na sever, V to smer ali v to smer? to. Vedno gledamo čez ogledalce, ne? Vidite, tle gor, ko ima ta, jaz rečem, nišen, namerilno napravo, tako, vidite, zarezico. Se pravi, vedno stojimo za kompasom, ja? Najprej na kompasu naštimamo, kaj? Bo Črko damo zgoraj. naprej, kamor hočemo, da gleda kompas, je tako? Damo kompas na rob zemljevida, Čak. takole na rob zemljevida in obračamo zemljevid toliko časa, Dokler ne prije dokler rdeča črta. rdeča igla ne pride na črko N. In to je zdaj kaj? Pravilno Oseverena karta. karta oziroma zemljevid. V redu? Odlično, zelo dobro. Vam bom jaz zdaj razložil. Lahko? Ja. Okej. Zelo rad bi prišel do Bloškega jezera, a ne, iz te lokacije, kjer smo zdaj, ampak ne vemo, kje smo na zemljevidu. Kako ugotovimo? Najdeti moramo 3 objekte, se pravi, zemljevid lahko tudi orientiramo tako, ali pa najdemo našo stojno točko, če probamo ugotoviti po objektih, pa po hribih, pa po cerkvah, malo primerjati približno, pogledamo, aha, cerkev je cerkev, aha, hrib je hrib, aha, tam je neka štala dolga, vidim, aha, ok, je tudi narisana daljši objekt, ne, ali pa večji objekt. Aha, tamle gre elektrika, se ujema in imam karto oseverjeno in tudi približno vem, kje sem. Če pa ne veste, kje ste, se pa zgodi naslednje. Najdete moram, kot sem rekel, 3 objekte v naravi, ki jih dobro poznate in jih tudi najdete na zemljevidu. Do njih morate zmeriti azimut, se pravi, zdaj bom zmeril do tistega objekta tamle dol, azimut, in potem zračunate še kontra azimut.
Se pravi, kaj zdaj to pomeni? Zdaj iz moje stojne točke merim v tisto smer, kjer je tisti objekt. Se pravi, imam azimut iz moje smeri, od objekta proti sem smer, je pa obratna, se imenuje pa kontraazimut. In zdaj me zanima od unega objekta proti meni. Rabim 3 take točke. Zakaj? Zato, da se mi bojo 3 črte, ki jih bom narisal od objekta na zemljevidu, proti meni prekrižala v eni točki. Oziroma ponovadi tam nastane tak manjši trikotnik. Da ste lažje predstavljali, bom to malo drugače ponazoril. Se pravi, zmerjam azimut, smo rekli, očitam azimut 240 stopinj. In kadar je azimut višji od 180, odvzamemo 180 stopinj. Kadar je nižji od 180, dodamo 180, 360 je možnih, ne? A veste to, stopinj? Ja, na kompasu. Torej, če je azimut 240, je kontraazimut 240 minus 180 je 60, ne? Je tako, naštimam tle gor na 60. Zakaj? Ker je to azimut od objekta proti sem. In zdaj dam ta kompas gor na ta objekt in vrtim kompas toliko časa. Seveda je predpogoj, da imamo prej še karto useverjeno, ker če ne bo narobe rezultati. Se strinjate? Ker če je karta tako zamaknjena, namesto da bi bila tako, je narobe. Torej, karta mora biti useverjena. Kompas dam gor na začetek objekta, kjer ga vidim. A je to hrib, a je to, kot sem rekel, cerkev, most, karkoli. In obračam, smo rekli, kompas toliko časa, da se mi magnetna igla pokrije s črko N. Azimut 60 štima in od objekta na zemljevidu lahko narišem črto od tega objekta proti meni. Ne vem pa, kje sem. Zdaj zato rabim še, zdaj imamo tle kao eno črto narisano, zdaj rabim zmeriti še 2 druga objekta. Zdaj bom zmeril hrib Blošček. Se pravi, zmerjam azimut proti Bloščku. V gledalu gledam, kaj se dogaja z iglo, če vse je umirjeno, pokrito je, štima. Očitam, da je azimut točno proti jugu. Se pravi, kaj je kontraazimut? Sever. Sever, točno tako. Naštimam na sever, grem na hrib Blošček. Tole, grem na hrib Blošček in rotiram toliko časa kompas, da se mi magnetna igla spet pokrije s črko N in vzamem oziroma narišem drugo črto. In vidimo, da se nam že v eni točki te 2 črti sekata. In za potrditev rabimo še 3. točko, to je pa tistale cerkev tamle. Se pravi, spet zmerim, kaj? Najprej. Kako se imenuje? Azimut. Azimut je 60. Kontraazimut je 60 plus 180. 240 je azimut, ja? Naštimam 240 azimut in dam na kam? Na tisto cerkev, na zemljevidu najdem cerkev. Je tako? Dam gor na cerkev tale kompas, ne? In vidim, da se mi, se pravi, od te cerkve proti sem, narišem še 3. črto in vidim, da se mi tukaj naredi tak trikotniček med temi 3 linijami. Manjši, ko je, bolj ste bili natančni. Je tako? In točno v centru tega trikotnička, tukaj noter v sredini, je vaša oziroma naša stojna točka. In zdaj od tukaj naprej lahko načrtujemo našo pot, ker točno vemo, kje smo. Ja?
A je to smiselno? Ker prej nismo vedeli, kje smo na zemljevidu in je karkoli, mislim, bi bilo neumnost, da greste v eno smer, pa ne veste, če greste prav. Oziroma bi šli lahko kar nekam. Ali kako? Sploh če karta ni useverjena. Ok, zdaj smo karto useverili, vemo, kje je naša stojna točka, hočemo iti na Bloško jezero, kaj naredim? Pogledaš azimut za Bloško jezero. Od kje pa meram to azimut? Od naše stojne točke proti jezeru smo rekli, a ne? To smo rekli, naredimo tako, da kompas obrnemo proti jezeru iz naše stojne točke in vrtimo. Kaj? Tako, da se magnetna igla pokrije s črko N. In ko vstanem, ne, se pravi, ko hočem iti proti jezeru, kaj gledam? Da se magnetna igla pokrije s črko N. To gledam tukaj v ogledalu in sem zdaj dobil našo smer, ki je torej točno do tiste smeri, ki je tamle zdaj v tem primeru, a ne, z te stojne točke, kjer sem zdaj, bi šel do smreke, ko pridem do smreke, če sem sama, ne. Spet pogledam, pridem do smreke, se postavim ob njo, prem kompas, pogledam, kje je moja, torej, kam moram iti naprej po azimutu, a ne, da bom šel točno proti jezeru. Kaj pa lahko še prej naredim? A lahko pogledam, če do jezera pelje mogoče kakšna cesta? Ja. Bolje pregledati. Zakaj? Tako je. Imamo eno, rečemo, popkovino, katere se lahko držimo. A ne? A pa gremo, ne vem, večino časa ob nekem potoku ali pa ob neki niti, rečemo, ne, ki nas, bom rekel, drži, da vemo, kje smo. Naravno stalno ugotavljati pa preverjati, če to drži, kjer smo. Prav veliko lažje iti po eni stezi ali pa po gozdni poti, ki je tudi običajno na teh boljših kartah zemljevidih, ki so 1 proti 25.000 so narisane. Morate vedeti, da tudi če je star zemljevid, so stare poti še vedno tam, kjer so bile včasih. Se vidi, da so mogoče kakšne že zaraščene, kakšno se novo vmes najde, kakšen nov objekt je mogoče več na terenu, a ne? Drugače pa so ceste, železnica, elektrika, reke, potoki, to se načeloma ne predstavlja kar vsako leto drugje, a ne? A je to smiselno? Je smiselno. Je smiselno, kar govorim, a ne? Torej, tudi če imate ta karta iz leta 1986, a ne? Ko vas večina itak še ni bilo tle, ne? Še nobenega od vas. Ne? Sem takrat pa 7 let, recimo. 86 sem bil star 7 let. 1979. A ja, to za 8. A 1800. Ja. Ok. A je tukaj še kakšno vprašanje mogoče? Ni vprašanj. Vse veste. Odlično. A je bilo dosti jasno razloženo? Zelo jasno. Preveč. Preveč jasno. No, ko vas bom popoldne vprašal, ko me boste peljali do Bloškega jezera, a bo šlo? Bomo. Bo tema. Nekako Bomo že najdli pot, Ja, če ne se bomo pa na Blejskem znajdeli. bomo že neko jezero najdli. Tako? Vemo, da moramo znati, tako da nekako bomo že prišli, da ne obico. Kaj pa če je stena pred tabo? Stena neprepezljiva, taka, da ne moreš preplezati. Ne, nič ne more. Zelo dobro vprašanje. Bombardir. Ne. Laris. Kaj se zgodi, da pridemo do ene prepreke, se pravi? Do prepada, do stene, katere ne moramo preplezati, a pa nimamo opreme, da bi jo preplezali. Kaj naredimo? Greš po drugi poti. Ja, greš nazaj, od kjer si prišel, pa probaš drugo pot najti. Ali pa sploh ne greš. Ja, nisi vedel, ne, pa prideš do ene prepreke ali pa do ene ovire. Greš na drugo stran, nekaj okol, pa poiščeš stojno točko, pa greš. Ne, vsi ti veš, kje je tvoja stojna točka. Torej, kaj enkrat veste, kje je vaša stojna točka, sem malo še.
Kolegi, sem malo še. Ker veste, kje je vaša stojna točka, je pametno, da ves čas nosite zemljevid v rokah in ves čas preverjate, kje se nahajate. Torej v vsakem trenutku, sploh ko gre za orientacijske teke ali pa kaj takega, mora biti nekdo zadolžen, ki stalno ve, kje je vaša stojna točka. Predstavljajte si, da morate na vsakih 100 metrov nek križišča, karkoli meriti ali pa useveriti karto. Veste, koliko časa zgubite s tem, ne? Če pa veste, kje ste, pa točno veste, kaj vas čaka, kje morate zaviti, si naredite nek plan. Kako pa vem, kakšna je razdalja na zemljevidu od tukaj do našega jezera? Legenda pogledaš in nazmeraš, koliko centimetrov. Tako, iz naše stojne točke, recimo, da je tle, pa jezero tukaj, damo vrvico gor in če gremo po cesti, damo to vrvico tukaj po cesti. Je lepo razvijemo po cesti, kakor gre. Tle zavijemo, gremo tle čez in smo recimo tle prišli do jezera. Evo. In zdaj imamo, se pravi, merilo. To je naša razdalja, naše poti. Ne smem preveč ponati, ker je taka elastična, ampak pač tako. In zdaj jo dam gor na merilo in vidim, da je 4 km. Tlele do tukaj je 4 km, pa še ta del zmerimo, približno je pa še slab kilometer, nekih 750 metrov. To je približnost, to je samo primer, kot sem rekel. Lahko imate azimut linijo, ki je najkrajša, ampak morate vedeti, da vas na poti lahko čakajo sponi, kakšni hribi ali pa doline, ker se bi bolj namatrali, kot če bi šli okrog hriba. Kako pa je tudi po hribu, torej, če vidite, da imate pred sabo en hrib visok, a prijete malo bliže. Tle vidite, da je en hrib, ki se imenuje Sveti Miklavž oziroma Gradišče. Tle gor je cerkev, in vidite, kako grejo plastnice. Tle, ki so bolj goste so. Kaj to pomeni? Je da bolj strm teren, tle so bolj kakšne, bolj široke. Ja, pa ne vem, če se čim bližje so je, čim... Kje je tle po vaše najbolj strmo? Tukaj. Iz te strani, tukaj, ki so najbolj goste, Da ne rečem tukaj, poglejte, kakšen breg je tle dol. Je tako? Tako ali pa tukaj, se točno vidi, kako gre, tudi kako grejo grabni dol, kako so, kako bi rekel, so grabni narejeni dol, se prav vidi. Oblikuje se. Jaka voda dol teče, iz hriba, pa ustvarja, odnaša material, torej se taki grabni ustvarjajo. Skratka, če imate iti od tukaj na to stran, iz Petrušne vasi v, kaj piše, Katujce, primer, ne boste šli tle čez hrib, ampak boste šli tle gor po teli cestici, evo, a vidite, kako vas lepo pripelje naokrog. Zakaj bi hodili gor v hrib, pa pol še v dolino, če imate tle cesto? Je to smiselno? Ja. Ok. Uporabite eno tako smiselno pot, ki je že preverjena, da se ne boste zgubili. Če pa že morate hoditi na hrib, ali pa čez hrib, je pa zelo pametno, da že greste pač gor malo do sredine hriba, pa potem hodite po plastnici. Kaj to pomeni? Da ne greste ne gor, ne dol. Samo naravnost in boste veliko lažje spet zaobšli cilj. Ne rabite do vrha gor, pa se mučati, pa spet dol se spuščati, pa biti, torej razkerati neko poškodbo, ko boste nekje zdrseli, boste stopili na kakšno palco mokro pod listjem, pa vam zdrsne, pa padete nekam. In padeš v Ne, da kar padeš v prepad, ampak vse ste padli že po kakšni palci, ki ste hodili v gozdu. Ja. Tukaj je bila skrita pod listjem, taka masna, fantastična za pest. Ali pa korenine, ja. Blato, karkoli, slabo butov, papuči in tako naprej, rosa, mokro listje. Tako. Dobro, zdaj bomo naredili še
dva kompasa, in sicer s pomočjo sonca in palic. Danes sem videl eno lepo palico. Jaz vidim. Pomagam. Takole. Najdemo eno lepo ravno površino. To je bilo najboljše. Tukaj, ja. Okay. In še malo posluha, prosim. Prvi kompas bo sestavljen samo iz ene palce. Rabimo približno 30 do 40 cm dolgo palco, katero malo mogoče ošilim. Migo. Zapičimo v zemljo. In kaj se zdaj dogaja? Vidimo, da ta palca meče senco. Če hočemo jo obrniti proti soncu, mora ta palca, kaj? Ne sme metati sence, je? Ja. Zdaj meče kakšno senco ali ga vidi? Ne, ja, tudi ne. Tako umakni se, kolegica. Se pravi, zdaj je senca direkt na palco meče, na samo sebe. Ja. In to hočemo doseči. Se pravi, zdaj gleda palca točno proti soncu. Je tako? Ja. Ok. Kako se sonce premika? Od? Tako. Ja, vmes je pa še na jugu, ja, res je. Se pravi, sonce se ves čas premika, cel dan, od vzhoda proti zahodu. Je tako? Ja. Ok. Čez 10-15 minut bomo videli tukaj eno senco, ki bo kazala, kaj mislite. Na desna stran. Ja, v katero smer je to? Proti vzhodu. Ker gre sonce na zahod, bo v vsakem delu dneva metalo senco proti vzhodu. Smiselno. Bomo preverili pa še s kompasom. Ok? Pejte malo nazaj, da boste boljše videli. Zdaj bomo naredili pa še drug kompas. Tukaj uporabim 3 palice. A vi že vse veste? Prosim, da ne motite ostalih z govorjenjem, ko poslušajo. Bo šlo? Če že poznaš. Ja, zdaj ni, ker smo tako naredili, ne? Smo obrnili palco točno proti soncu in ni sence. Ok, druga metoda, zapičim palico v zemljo, to je čisto odvisno od tega kompasa. To je drugi kompas, da delam, ja? Dam še 2 manjši palčki, krajši. Spet malo šilim. Seveda veš, si specialc, si bi lahko vedel. Si vsako leto to pokažemo. Tako, kjer se senca te palčke konča, vidite, kje se konča, točno tukaj je, tako. Zapičem eno čim bolj ravno palčko, čim bolj navpično navzdol. Evo. Počakamo 15 minut, do pol ure, lahko tudi 1 uro. Pomembno je, da vedno ta kompas postavljate tam, kjer boste imeli še sonce čez 15 minut. Ne, da bo pred enim drevesom sonce, ne, vi boste veselo zapičali palce, pa sonce šlo za enim drevesom, pa vam bo senca ometalo to drevo, ne. To morate gledati. In še ena stvar, se pravi, tega se zdaj ne dotikam več, ne premikam nikamor več.
Ni pomembno, kako stoji, čim bolj naravno, čim bolj navpično. In smo rekli, tam, ko se senca konča, zapičimo prvo palčko. Ko se bo zdaj sonce premaknilo proti zahodu, se bo senca pomaknila v katero smer, v to ali v to? Desna. V desno. Levo. Aha, v tvoje desno v tem primeru, lahko ja, to razumem. Se pravi, v to smer bo šla senca, ne? Ja. In bo daljša ali bo krajša? Krajša, da je najkrajša. Ko je ura 1 pa neč palča. Mislim, kje je postavljeno. Ko je ura 1, je sonce v poletnem času na jugu. In senca je takrat pada proti severu in je, kot smo rekli, takrat v tistem delu dneva najkrajša senca. Če ste brez ure, kaj naredite, kako veste potem, kje je sever? Po soncu je... Ja, po soncu, kaj pa delamo? Ja, ko se zbudiš, vidiš, da je sonce tam in pa vidiš, da je tam vzhod, zahod in pa se obrne. Kaj pa, če se zbudiš ob 12 ali pa 1? Pa valjda vedel, kje je sonce. Valjda veš, kje je sonce. Res vidim, da je sonce tam in zdaj vem, da je tam približno nekje vzhod, tam je zahod. Zdaj pa naj bo zdaj rab biti moja desna proti zahodu, leva pa vzhodu in zdaj je tam sever, tam zaradi pa več. Si malo failov. Za tabo je sever. Ja, za... Jih obratno si rekel, ne? Torej, hotel si povzeti, da če smo obrnjeni proti soncu, smo obrnjeni od jugovzhoda do jugozahoda. In v tem pasu, se pravi, od jugovzhoda do jugozahoda ni katere smeri? Severa zihar ni tle vmes. V tem pasu. Se pravi, je nekje? Zadnji. Tako je. Prav, če nimate ure, a ne? Tudi po uri se da orientirati. Če nimate ure, si zapikujete kaj? Na ene 5 minut si palčke zapikujete, ker se senca konča. In pa boste videli, da se bo začela senca podaljševati. Ne. Najprej se skrajšuje do enih, potem se pa podaljšuje. In boste videli, tam, kjer je najkrajša senca, boste samo avtomatično potegnili ravno linijo od te palčke proti tej vaši palčki in tja. Da dobite smer sever, ja? Tista, ki je najkrajša senčka, najbolj kaže proti severu pol. Gledano od te palce, ne? A je še kakšno vprašanje okrog tega? Zdaj tele še ne bi smel seveda zapičati, ne? Ampak počakamo, kot smo rekli, 10 do 15 minut, da se sonce dovolj premakne, da bomo tle dobili nek rezultat. Kdo zna ponoviti, kakšen je postopek, da bo še Dejan točno vedel, kaj je manjko? Povej. Prva varianta je tako, da vzameš palco, ki bo 30 do 40 cm dolga, pa zapičeš tako, da bo zgornji del zgledal proti soncu, v bistvu, da ne bo sence. Da ne meče sence, ja? Počakaš 15 do pol ure minut, pa se ti senca premakne in pol Kaže, v katero smer smo rekli? Kam kaže zdaj senca? Zdaj kaže proti vzhodu. Proti vzhodu, tako je. A ne, če damo gor takole palčko, približno kar na senčko, se pravi proti vzhodu kaže, a ne, senca. Se pravi, imamo katere smeri že določene? To, ki je? V to smer je, smo rekli, vzhod, na drugo smer je zahod, pravokotno na to palčko je pa kaj?
Kje pa je jug? Nazaj ali naprej? Naprej. Ker smo obrnjeni, kaj? Proti soncu, vidimo sonce, je tako? Ja. Dobro. Drug postopek je pa tak. Kaže, nekaj moramo preveriti, bomo še tega dali zraven. Iz survival kita, da vidimo, kam kažejo. Kje ti dva sta enaka. Ta čist drugam kaže. Oziroma zdaj se premaknu, ok. Moramo paziti, da ni kakšnih kovin zraven. Imam jaz tak isti kompas. Ja. Ok, kakorkoli. Ta senca zdaj približno kaže proti vzhodu. Nisem čisto zadovoljen. Ok, in tukaj smo rekli, smo zapičili palco, kjer se je prej na začetku končala senca, te palce smo zapičili prvo kratko palčko in kjer se konča senca čez pol ure ali pa 15 minut zapičimo drugo palco. Te palce potem ne rabimo več, jo lahko damo na pol in samo dodamo kaj? Črto. Če stopimo k prvi palčki, ki smo jo zasadili v zemljo. Je vzhod, zahod zdaj pokazati, da Sem malo, Max. Če se z nogo desno postavim k prvi palčki, ki smo jo zapičali, in z levo k drugi, smo obrnjeni proti, prosim, proti jugu. In za nami je, tam je. A sodelujete vsi? Ja. Ne slišim? Ja. Jaz samo enega slišim, ko govori. Ja. Še enkrat. Če stopim k prvi palčki, ki smo jo zapičali, z desno nogo in z levo k drugi palčki, sem obrnen proti jugu. Za mano je Sever, vzhod, zahod. Jug, sever, 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 jug, vzhod, vzhod, zahod, zahod. Evo, tukaj noter ima ta survival kit tudi ogledalo. Smo že prej govorili o tem, ne? Zdaj pa zaščiteno, ki je še nov, dosti nov, no, relativno nov. Ima tako zaščitno folijo, tako da boste vedeli. Se pravi, in zdaj če damo dol, pač kaj s tem ogledalom lahko spet signaliziramo, ne? Se briješ. Nimamo tazga kompasa kot je ta, recimo imamo pa tega, ta kompas pa to ogledalo, ne? Pač s tem ogledalom smo rekli, vse živo lahko počnemo, ne? Lahko si zajčka vidim. Lahko. Izvoli. Dej. Še kdo zajčka? Ja. Še kdo? Jaz bi ga. Kdo še? Jaz bi ga še rad, Mari. Mari, jaz bi ga. Izvoli. Še kdo? Kako? Najboljša obramba pred medvedom je kaj? Smrčanje. Sred belega dneva. Greste po gozdu. O medvedu se bomo tudi absolutno še pogovorili. Nekaj smo že povedali. Če ste poslušali, je bil zelo dober predavanje o medvedu, o rjavem medvedu. Je tako? Prej se vrnemo k medvedu, bomo, kolegi, nadaljujemo. Samo mečkem punci se boste potem pogovorili, ko bo prosta igra. Sam pokažem še, kaj je not v survival kitu. Notar imate žično žago. Z njo lahko približno take debeline lesa ali pa kakšne kosti, če najdete, lahko odžagate pa si naredite, ne vem, kakšno sulico ali pa kakšno lovsko konico za lok, ne? Če bi bili v situaciji preživetja. Daj smo v situaciji preživetja.
Ko smo se zgubimo v... Ko se zgubimo za 5 minut ali pa 3 ure, ali ko se zgubimo za več kot 24 ur. Kaj je pravilno? Tako je. Takrat govorimo o situaciji preživetja. Koliko časa zdržimo brez hrane? 3 tedne. Brez vode? 2 dni. 3 dni. Brez zraka? 3 minute in brez bivaka? 3 ure. 3 ure. In 3 sekunde brez ljubezni, ne? Kaj pa milisekund? 5 stotink brez ljubezni, ne? Pa je konc. Tako. Seveda. Ok. Torej, če pademo v vodo, v reko z nahrbtnikom, a ne? Ti briga, kaj v nahrbtniku sem daš naš dol. Te briga, kaj je not, seveda si ga odneš, da te nahrbtnik ne potegne dol in ti je prioriteta takrat kaj? Zrak ali hrana ali voda ali kaj? Če bi bila voda, bi malo reko spil, ne? Zrak je takrat bolj pomemben, absolutno. Ok, žična žaga, gremo naprej. Kresilo, poznate, ste probali, vsi ste zakurali ogenj z njima, ne? Tle s hrbtnim delom noža prižigamo kresilo. Vir ognja, ste videli, je noter, vključen. Zraven pride še vata, ki zdaj ni več, ki je nekdo porabil, kakorkoli, zapakirana v vrečkico. Tu, če padete, čmoknete v vodo, bo vata ostala suha. Vsaj en vozel znate ali pa 2. Kdo gasilc? Znate 3 vozle. Tesarski, jamborski, kalski. Kalski Laris. je enako ambulantni. Je tako. Laris je še pašnjak. Je tako. Pašnjak znam še zavezati za roko. Odlično. Vse, kar znaš, torej, okrog tega je boljš kot nič. A ne? Pašnjak vemo, da je dober za prevezovanje kakšnih čovnov na obali. Je pa Ni valov, za ni- reševanje je dober. Tako je. Ne? Kaj je hotel kolega povedati? Spet sem boš ti moj helikopter. Kaj je hotel povedati? Drž to vrv gor. Ti si helikopter, ne? In mi zdaj, jaz sem pa v vodi, ok? Pač plava. Mi je vrv dol. Kaj naredim? Jo pripeljem od zadaj, ponovadi se da to tudi z eno roko narediti, ampak tako pokažem. Naredimo zanko. Ja. Pride zajček iz luknje ven. Helikopter visoko drži. Gre okrog drevesa in smukne nazaj v luknjo in se to zategne. In ko je to tako zategnjeno, mi tle ne more stisniti ni šans, ker me helikopter dvigne gor, se mi tle ne more to zategniti, ker se ta vozel ne premakne nikamor. In me ne more pljuč stisniti, a ne? Vi, ki vsakič, ko izdahnete, vas še bolj zadrgne, a ne? In na koncu ne morete vdihniti več. In nastopi smrt. Če naredite napačen vozel, ne? A je to res? Sem prav naredil? Je pašnjak. 100 načinov je, lahko. Ti ima svojega, je svojega, pa važno, da je na koncu takle vozel pride. A je res? Ne? Niti kaže. Mrtvi vozel ali pašnjak ali bowline not po angleško. Se pravi, tudi za na koncu tetive ga lahko uporabimo, ne, ta vozel. Še enkrat naredimo zankico, tle pač bo ta zanka, ki bo prišla skozi, se pravi zajček pride iz luknje ven, gre okrog drevesa in nazaj v luknjo in se pač to potem zategne. To gre v to smer, to pa v to smer. In to se pravi nikamor ne potuje po vrvi, ne gor, ne dol in se vas ne more zadrganta, ne. Pa tudi ne razveže se, če še ne vem kaj pride, ne vem kakšni valovi, ni šans, da se bo ta vozel. Kako si pa ti odvezil? Kaj? Kako si pa ti odvezil? Ja, vsak vozel, ki je pravilno zavezan, se hitro zaveže in hitro razveže. Kako si ga razvezal? Sam
Pravim, da se samo od sebe ne bo, ali pa če je na vrvi, če je barka na vrvi, ali pa čovana, pa da to nekaj skozi niha, pa vleče sem pa kje, pa sem pa kje, se ne bo razvezal, zato se uporablja v pomorstvu. Je tako, kolega Krištof? Ja. Je moj oče izpet začel v delu. Pa še se podmornik, ti to pa še- nauči. Pa še ko je bil v drugi svetovni vojni, bil podmornici, zato sem jaz na pol riba. Riba. Na pol riba. Zdaj kaj reče Krištof, ko pade v Krko. To še spijemo, pa gremo. Okay. Dobro. Se pravi, imamo različne materijale vrvi, poznamo kakšne. Take, ki ste včeraj delali, so iz naravnih materijalov, te so iz umetnih materijalov. Zavežemo dve vrvici skupaj. Običajno uporabljamo ambulantni vozel. Torej, obe vrvici enake debeline. Recimo, da zdaj pač sta te dve zdaj enake debeline, kot sta, ker je to ena in ista vrv, seveda. In zdaj eni reče tako, desna preko leve in leva preko desne. In dobiš ta ambulantni vozel, značilni, ne? Ne? Medicinski. To je Medicinski. kalski vozel, pri gasilcih. Ali moški vozel. Ali moški vozel, ali ambulantni vozel, to pa zaradi tega, ker so to med vojno uporabljali ker so uporabljali rute za zavezovati te povoje pa to, ne, da so zaključali, ko so dali povoj, so dali čez še ruto, zavezali in ko so pripeljali tega pacienta v bolnico, mu ta vozel ni pritiskal na rano, ker je tak flat, a vidite kakšen je, zelo ploščat pride in me nič ne tišči. Ne? In ko so prišli, so samo stisnili ruto takole skupaj in je bilo že odvezano, vidimo to. So rabili hiter kaj komu pomagati, ne? Niso rabili tam, pas pa ti en vozel naredil tam na fronti, ne? So vsi bolničari znali ta vozel miže narediti. Da so tej bolničari, ko so pacijenta sprejeli ne. Tam vozli me zanimajo. Vozli me pa res zanimajo, tako da ja. Jih zelo rad uporabljam in so vse splošno uporabni za marsikaj, da si sploh misliti ne morete, kaj vam vse lahko prav pridejo. Za karkoli. v drugi svetovni vojni. Prosim? A se ti zdi? Koliko pa je star ta človek? A se ti zdi star 80 let? Moj oči je 50, pa je bil tam. A zdi se? To je možno 100 let stare. Ja, nekaj zgodovine tudi poznam, pa mogoče zaradi tega. 30 let. Jaz sem imel predstavitev. A, zato. Jaz sem jo mogel Pa imeti, se kje slišal o meni, da so govorili o meni? Ne. A, ne. Ok, prosim. Hotel sem samo še povedati, da drugi pač poznan način za povezati dve isto debeli vrvi, pa je babi vozel. Ja, no zdaj bom pa še babega pokazal, ali pa ženski vozel, kakor se mu lepše reče, ne. Laris, v pomorstvu ga moraš znati, sem ga ne smeš uporabljati. Moraš ga znati pa zakaj? Da ga veš, da ga ne boš naredil. Da veš, kako je, da veš, kjer je ambulantni, pa kjer ni. Se pravi, ženski gre pa obratno, se pravi, prej smo rekli desni preko levi, a ne? In zdaj moramo še enkrat dati desni preko levi in dobimo ženski vozel. A to je to? Za nič. Ne drži. A zato se reče? Zato se reče. A ja? Nisem jaz to rekel. Nisem. Kaj želite? Ne, čisto preprosto je. Moški vozel, ja? Tu imaš pa ni obratno, da je tudi. A ne, to je Zato, ker ti to Glej, lahko me naredite kar hočete z mene, ampak tega si nisem izmislil jaz. Tako je. Uporabljam pa rajši ambulantni vozel, kakor vse ostale druge. Je pa ženski. Ženski je pa tak, je pa obratno, ne? Najlažje je tako, da ambulantnega naredite tako, da tista vrvica, ki gleda proti vam, to je ta, gre preko teta druge. In dobite to. Če boste naredili obratno, se pravi, če boste dali to, ki gre stran od vas preko te, noter pa ven, dobite pa ženski vozel. In je to to.
Lahko še enkrat pokažete, kak je babi vozil? Babi vozel. Se pravi, ambulantnega naredim tako, da dam to vrvico preko te pa not pa ven. Ženski vozu je pa to, ko gre stran od mene, dam preko te, pa noter pa ven. Mogoče na hitrico izgleda podobno, ampak ko to zategneš, ste videli, ne dela. Lahko imate potem še kakšen overhand not, se pravi za zavezovanje dveh vrvi, se pravi šestica. Ja. Potem imate osmico, a ne? To učimo na plezanju. Je osmica, pol imate vpleteno osmico in tako naprej. S tem vam ne bom toliko... Težil. A težim? Kaj pa če vprašamo? Ja, znam, kaj se reče. Vprašaš lahko pa vse. Vse lahko vprašaš. Ena zanimivost je, in sicer kadar zavezujemo oziroma povezujemo dve različni debelini vrvi, pa ambulantni vozu običajno odpade. Običajno, ja, pri teh dveh vrveh še kar drži, zato ker ste obe ful hrapavi. Pa prije toliko trenja, da še nekako zdrži. Če bi imeli pa... Kje so tiste vrvice? Se pravi, to je bil zdaj zavezan Prusikov vozu. Ste videli, kaj sem ga razstavil, pa dobil vrvico dol. Bom pol pokazal, kako se ga naredi. Da sem sam hotel vrvico pokazati. Ambulantni vozu, se pravi normalno, ko si začnemo čevlje zavezovati, isto. In zdaj gre ta konc proti meni. Je tako? Črna pa stran od mene. To si zdaj te zapomniti. In tako gre proti meni, gre preko te črne, noter pa ven. Zategnem. Zategnem. In ko spustim, Uspešno. Narejena misija. ste videli, kako je razpadel? Kot čmok. Ja, kako babi vozu. Še slabi. Kakšna je rešitev za ta vozu? Kako spnemo dve različne debelini vrvi skupaj potem? Šestica. Z ribiški. Šestica, ok, bi tudi šla, ja. Ali pa ribiški. Čeprav raje osmico, bi bilo več trenja. Pa jaz poznam še en vozil, ki je ta... Seveda ga poznaš. Hvala Bogu. Tale bo bolj tako po moje držal, veš. Za silo. Za silo, lej. Koliko ton bi pa držal? Nič. Nič, cela nič. Najbolj ziher je, veste kjer? Ali Albright, ki je veliko težji, oziroma veliko bolj zahteven mogoče na začetku, kakor ribiški. Imamo enojni pa dvojni ribiški. Damo konca vrvi, obeh vrvi damo sporedno, jih primemo, stegnemo palec in bom začel najprej s črno vrvico. Oziroma, ne zdaj bi mogel z rumeno. Ker je to nadaljevanje, to je pa konc vrvi. Z rumeno enkrat ovijem okrog prsta in okrog črne vrvice, dam prst ven iz lukance, z te zanke in vtaknem tle, kamor je prst kazal, v to smer. Vtaknem noter in zategnem. In dobim navaden vozu, stopper not se reče tudi. Obrnemo, potegnemo malo ven, da dobimo malo več mesa, kot rečemo, stegnemo palec, zdaj pa s črno to naredim, krog okrog obeh, torej okrog prsta pa okrog te oranžne, prst ven vzamem, vtaknem noter konček, konc vrvi in zategnemo potem skupaj. In kakor vidimo, se te dve vrvi običajno ne morata iti narazen. Kako dobimo to narazen? Samo potegnemo za repka narazen, pa se že razveže, pa smo že, gremo naprej. Ste videli, kako je hiter. Drugi način, sem rekel, je Albright. Naredite zanko z debelejšo vrvjo, takole,
primete v levo roko. Te vozle imate vse na mojem YouTube kanalu. Koliko pa imaš subscriberjev? Nekaj čez 400 ali kaj takega zdaj ta hip. Ja. Kanal Lari Survival School. Jaz ga nisem videl. Lepo. Če boste pozabili, če ni zdaj namen, da se zdaj to vse naučite. Jaz vam hočem samo pokazati na primerih, da boste vedeli, aha, to je pa res treba malo bolj se poglobiti ali pa kakorkoli. Smo rekli, zanko naredim, pridemo s ta drugo vrvico, ta tanjšo čez, potegnemo to proti sebi, primemo vse tri vrvice, tle recimo s 3 prsti in s tem konca, ko se ga potegnem tle skozi, začnem ovijati nazaj 5-krat. Se pravi, mogoče sem malo potegnil, 1, 2, 3, premalo bo, mora biti 5-krat vsaj. Se pravi, je prekratka vrvica bila, se pravi, gremo 1-krat, 2-krat, 3-krat, 4-krat, 5-krat. In potem s tem končkom, ki mi ostane, grem noter v zanko. Takole in zategnem. Se pravi, najprej potegnem tole ven, potem potegnem to, da mi tole vrvico ta zanka zagrabi, ja. Zategnemo. In potem primeš za črni 2, pa za oranžni 2. Tle še malo lepo nastavim ročno. Tako in zategneš. In to se ne bo nikoli odpel kar tako. In kar sem hotel pokazati je to, da se ta vrv potem, ko odrežemo ta konc stran, se nadaljuje kot 1, če si predstavljate. Pa se ne bo. Zato, ker odrežemo, se pravi, ta konček tukaj, pa ta konček. Ne? Zdaj pa tako, vsak vozel smo rekli, ki se hiter zaveže, se mora tudi hiter razvezati. In običajno se da vsak vozel z enim prstom razdreti. Razdreti, ne razvezati. Razdreti, gledajte to. Samo potegnete z enim prstom dol, pa je razrahlan. Gledajte to. Sprav, z enim prstom ga razrahljate čist pač do konca, no. A vidite? Zelo hiter. Se pravi, zavežem ga pa tudi relativno hiter, ne. Smo rekli, pridemo čez zanko, skozi. Zdaj vem zdaj, da moramo kar precej potegniti, če hočemo 5-krat oviti, ne. 1-krat, 2-krat, 3-krat, 4-krat, 5-krat, ta konček gre not v zanko, pol, kaj smo rekli, to zanko zategnemo, da nam stisne ta konc vrvi, ta konc nadaljevanja vrvi potegnemo za, oziroma to je tale, se oproščam, ta nadaljevanje vrvi, zategnemo, da se lepo sprimeta, malo naštelamo še z roko, da je lepše. Takole. In to je All Bright Knot se imenuje. In se v bistvu zgleda, da se nadaljuje iz debele v tanjšo kot 1, ne? A je ista linija? Brez teh končkov. 10 sekund ste porabili, da to zavežete. Kako? Minuto pa 10 sekund ste porabili. Ja, zato ker še razlagam zraven, ne? Ni čist najbolj hiter vozil, sam se ga pa hiter da, kot smo rekli, kaj? Zakaj pa je uporaben drugače tale? V ribičiji. V ribičiji pride zelo prav. Pa res, takrat, ker ne želiš, da se ti nekaj strga, ne? Mislim, odveže. Kadar res rabiš poštukati na pač dober. Potem je pa še lahko dvojni ribiški. Gre pa enako. Pa 2-krat ovijemo, 1-krat, 2-krat. Prst ven vzamemo, taknemo noter čez tole lukenco. Konc vrvi. Zategnemo. Obrnemo, potegnemo črno ven. Stegnemo palec. 2-krat ovijemo okrog, 1-krat, 2-krat. Palec ven. Kamera gleda v ta palc, damo tole vrvico, zategnemo in zategnemo na ta način, takole.
In to pa res ne bo šlo nikamor narazen. Ne? Mi smo delali tako vozilo, sem naredil. To ne dobite narazen nikoli. Smo jih naredili. Mislim, boste razvezali, ampak tako pa ne gre narazen, če se kje strga kje. A ne? Na najšibkejšem delu se bo seveda tudi strgal. Kakšno vprašanje? Se pravi, lejte, z enim prstom enostavno razrahlaš še tako zahteven vozil. Če je pravilno zavezan, vam ne bo predstavljal nobenih težav. Evo, samo zahakljate s prstom pa razrahlate. Evo. Pa gre narazen, pa sem ga na polno zategnil. Se pravi, prevežemo ga tako, da čez tole zanko damo te dva konca vrvi dvakrat. Enkrat, dvakrat potegnemo čez zanko, lepo namestimo, da se lepo postavijo takole. Jaz poznam tega. Seveda ga pozna, si specialc. In vidite, pride takle. Z ene strani pride takole vse 4 vrvice, takole, z druge strani izgleda pa tako. Tako mora izgledati. In ko je on sproščen, ga mi, gledajte, z enim prstom ga bom no, mogoče z dvema, ali pa tudi z enim bi šlo. Z enim prstom ga premikam po vrvi. Ja, ko je sproščen, ko ni napet. Ko ga obremenim, se pa lahko cel gor obesem. Pa se ne bo premaknil. Cel gor visim, gledajte. Kaj pa se tako gor dvigneš? Ga spustim. Ja, zategnemo, ne gre nikamor. Nikamor ne gre. Se pravi, to je prusikov vozel. Zakaj se ga uporablja? Za prevar. Sprav, tle čez damo lahko eno ponjavo, če poznate tiste ponjave, ki imajo noter tiste lukence v robovih. No in tudi tisto vogalno lukenco zavežemo, kaj, z ambulantnim vozlom ponjavo. Kakšen ambulantni vozel? Tisti, ki ni ženski, ja? Ja, sposoben. Po nekaj naredi. Drugače ni bilo to. Evo, je zdaj tle vogal plahte zapet, če hočem to plahto raztegniti po vrvi, jo sam potegnem tole vrvico in dokler vlečem, dokler takole delam, je vse v redu in ko se enkrat napne, se bo tudi tle ustavilo, ne bo šlo nič več. In kaj bo posledica? Plahta bo napeta. A si predstavljate? Ja. Vogal plahte, en tle privezan, en tam in od zadaj v zemljo, recimo, in imamo tako poširno streho. Ne? Aha, vidimo sonce, hočem zebe, hočem sonce, kaj naredimo? Ja, primamo za ta vozel in plahto, kaj? Povlečemo v stran. O, dež, hiter streho nazaj naredimo. A si predstavljate to? Ja, tako pač ne vidiš. Zato, da boste videli, kaj delamo, ne? Smo rekli, tle smo pripravili en prusikov vozel, smo dali ponjavo čez, jo pripnemo za tole zanko z katerim vozlom? Z moškim, ambulantnim. Katera vrvica mora zdaj? Katera mora zdaj kam? Leva ali desna? Desna, leva. Katera? Desna. Proti čez to, ne? Noter pa ven. Zategnem. Je? Je. Ful. A ta drži? Tako, zdaj grem na nasproten konč. Yo, brave. It look like brave. Zdaj grem na nasprotni konc in naredim isto. Se pravi, prusikov vozel, smo rekli, kolikrat gremo čez zanko? Dvakrat. Enkrat, dvakrat. Čist preprosto je. Postavaš, ki jih Lepo pravilno jih postavimo, ja. se ne naslanjaš. Tako, evo ga. Damo
skozi zanko. Aha, tle ga malo približamo še, ker je predaleč. Lepo enostavno zavežemo, kjer je vozil. Moški. Kako, kjera gre kam? Desna, čez levo, not pa ven. Bravo, fanti. Evo. In zdaj gledaj to. Se pravi, ko potegnem to v vrv, se plahta napne. Še malo si pomagam, takole, evo, da je zdaj pa res oranž napeta. Pa pa še v spodnji napnete. Potem jo napnemo še, dajte prijeti cel za en vogal, da si predstavljamo. Kar raztegnite tja nazaj, kar raztegnite nazaj. In kaj smo dobili? Hiško. Streho nad glavo, ne? Lahko dvignemo ful visoko, lahko damo tle kakšen kov, a karkoli pa vrvico. Z vrvico zapnemo za ta kova, ne, da je našponano to vse. Ok, zdaj ker ne dežuje, smo rekli, bomo to pospravili. Nas to zdaj moti ta plahta. Kaj naredim? Gremo prstama, pospravam. Vse komplet lepo v stran. Aha, daš in gremo nazaj. Da me ne imaš na staro vero. Zdaj se ta muna zaustavlja, ker se je našponala, a ne? In spet enako. Laris, naredimo mi zdajle, fanti vi si punce. Punce rabijo narediti naš ženski voz, fantje pa moč. Se pravi, če smo realni, imamo zdaj pripravljeno tudi, če kaj pride z neba, je tako? Se skrijemo od spodaj in... V takem, toliko visoki strehi se da spodaj tudi kakšen manjši ogenček zakuriti. Ne, res? Ravno toliko, kar rabiš, da te pogreje. Vedno uporabljajte toliko velik ogenj, kakor je še dovolj, da vam služi namenu. Ne pretiravajte z kresi in ne vem čem. Ok, zdaj pa showtime. Z drevesa in grem lahko potem čez nadaljevanje vrvi zgorej ali spodaj. Kje grem? Vi določite. Od spodaj. Od spodaj. Potem, se pravi, konec vrvi navijem okrog samega sebe. Grem čez in okrog samega sebe, okrog konca vrvi navijem 3-krat okrog. 1, 2, 3. Sem šel 3-krat čez, zategnem, nastavim na pravo višino, se pravi, če želim, lahko je malo višji, lahko je malo nižji, kakor si želim, običajno nekje v višini pasu smo rekli, in zdaj ta vozel drži. Se pravi, to je začetni vozel, boste pa videli tudi čisto zelo enostavno za ga razkopati in bolj, ko je napet, bolj drži. Skoraj ne morete verjeti, pa čisto preprosti. Temu se reče tudi tesarski vozel, gasilci, a ne? Je tako? Je tako. Kaj zdaj naredim? Poiščem drugo drevo, kjer bom napel vrv med te dva drevesa, a ne? In si potem naredil bivak. Oziroma napel ponjavo čez te dve vrvi, a ne? Prosim? Zdaj spet iščem drugo drevo. Ti se skoj, To je to. A jaz govorim kitajsko? Fantje, kdo tle stoji? Spet Jan. Jan, bež se tja usest, no? Spet se tja usest. Ker si mi skozi pod nogami, sem vas prosil, da ste 2 metra stran. A kitajsko govorim, res, no? Žalosten sem.
A lahko zdaj nadaljujem? Seveda. Se pravi, s koncem vrvi spet iščem drevo, na katerega bom navezal vrv okrog, a ne? Tako da vidim, če še tukaj kaj drugega. Malo dol. Ti hodiš proti česa? No, en dan. Ok, hvala, bo boljš, po moje. Malo dol. Še bolj dol je en, kaj malo dlje. Kaj? A na pol metra dol je še en. Sam mislim, da ni neke velike razlike. Samo malo. Jaz zdaj govorim, če bi pa ti rad govoril, pa prid pa ti povej namesto mene. Ok? Ko en govori, smo ostali, a smo se zmenili to? In zakaj morate vi vmes govoriti, ko jaz govorim? Umaknete se tam na stran, pa ste tam tiho. Enako kot tle, sem tam ne boste videli nič, pa bo tle mir. Ne vem, kaj ne drugega rečem, no? Pred drevesom naredim alpinsko zanko na vrvi. To je čist preprost vozel. Samo ovijemo okrog roke 3-krat. 1, 2, 3, imamo 3 vrvi. Pridem od spredaj pod prvo vrvico, zagrabim drugo vrvico, potegnem ven zanko, kakor se mi zdi, da je rabim. Grem pod obema vrvicama od zadaj pa naproti ven. Vidimo, dam to z roke dol in dobim zanko. To je topovska zanka ali alpinska zanka ali alpski metuljček ali. En kup enih imen imajo ti vozli različni. Oziroma, ene in isti vozli imajo več različnih imen lahko. In to je, kot sem rekel, alpinska zanka, alpski metuljček, topovski vozel. Zakaj topovski? Zato, ker so si lahko vojaki sred vrvi, tako kot ste zdaj videli, naredim večje zanke, da so dali čez telo, so se uprli s telesi in so vlekli kakšen težek top gor po klancu. Seveda ne en sam, ampak več seveda vojakov, a ne? Je tako? Ok. Kaj zdaj naredim s to zanko? Čez to zanko potegnem nadaljevanje vrvi, prevlečem vrv skozi, da me pač ne moti. Evo, je šlo čez in zdaj moram to vrv napeti dobro. Ker bi potem rad, ne vem, še šel mogoče čez reko ali pa kaj takega čez tako vrv, ne. Kako to naredimo? Se pravi, prvi, ki gre, kaj naredi? Prvi, ki gre čez reko, kako se kar vrv sama prinese tja? Prveži se na njo pa S kakšnim vozlom? z pašnikom. Pašnikom, pašnjakom. Z mrtvim vozlom se priveže in kako gre čez reko? A plava, a prehodi, pa imaš še tretjo palco oziroma tretjo nogo rečemo, če imaš palco, a ne, imaš večjo stabilnost. Je tako? Da se opiraš s kolom, pa greš čez, a ne? Da te ne spodrsne, oziroma če ti spodrsne, da se še zmeraj lahko ujameš. In kaj pol narediš? Začetni vozel na drugi strani in zakuraš ogenj za ostale, ki bojo prišli po vrvi še čez. A ne? Pa da se ti segreješ, ko si šel čez vodo. To je smiselno? Spravi. Taka pa na tej strani ostane, pa naredi tole, se pravi, alpinsko zanko in ko ima on tam zavezana na drugi strani, ta zategne, kaj? Vrv, čez skozi alpinsko zanko, ki deluje kot neke vrste kaj? Škripec. Je tako. In, glejte, z dvema prstama bom celo napetost zadržal, poglejte. Z dvema prstama držim celo napetost te vrvi. Naredim tako štirico. A vidite zdaj številko 4 tle čez to vrv? Malo pa moram se tako obrniti. A vidite štirico? In z repkom te štirice, vidite tukaj repak štirice, grem noter v zanko in gor in nazaj in končano. In spustim in ostane se isto napeto, kot je bilo. Tukaj not ustavim še
neke vrste palco ali pa eno varovalko, da mi ne more kdo od vas, medtem ko bom jaz gor, kar tako enostavno potegniti zavrl, ker bi se pač sesulo vse skupaj. Ja? To je zaradi varovanja, da se ne more nič zgoditi, ko odhajam, pa sam potegnem za palco, pa to je to. Ok, zdaj pa pokažem, kako lezem jaz po taki vrvi. Ne? Spravi, kadar hočemo iti čez reko, čez potok, je pametno, da gremo gor po vrvi, nad vrvjo, ne uno od spodaj pa noge čez pa to. To boste lahko poskusili, je bistveno težje, kot se vam zdi. Tako da oboje poskusite, pa boste videli. No? Skratka, kako je pravilno, oziroma kako hodim jaz, greš takole čez, da zahaklaš nogo gležen čez vrv, se uležeš. Najprej moram testirati, če bo zdržal. V glavnem mi lahko gor tudi počivamo, ne? Se pravi, primem se za vrv, se dvignem s telesom gor in se premaknem po vrvi naprej. In lahko počivam gor, ne? Ok? Lahko ste probali. In pridem čez in tako naprej. Zadnji, kaj naredi? Odveže. Potegnemo za palco, ne? Jo damo ven, poiščem konc vrvi, se vse skupaj razrahlja, potegnemo ven ta konc vrvi, potegnem še to sem za drevesa. Razdrem alpinsko zanko, smo rekli, z enim palcem, lejte, jo razrahljam, z drugim palcem, evo, pa sem visel gor na nej, pa zategnil na norc, a ne? Je res? Ja. No, čakaj, kaj pa si zdaj. Pa me pa zdaj malo pohecala. Ok. Tako. Gremo po vrvi do drugega drevesa. Evo, pridem za konec vrvi, sam potegneš takole ven. Končano. Vidite, kako je hitro odpeto vse. Če treba hitro pobegam. In potem, ja, ne vem pred kom, če si vojak, verjetno pred sovražnikom. Sovražnik bo bežal pred A lahko dokončam, kolegi? Lahko dokončam. Še enkrat. Naredim 2 raztežaja. Dam tukaj, kjer se drugi raztečaj konča okrog vratu. Stegnem levo roko. Kadar grem z vrvjo dol, gre vedno naravnost. Nazaj ne gre naravnost, ampak po stran. Torej gor gre vedno na postran. Gre sem okrog vratu, pa dol. Tle gre, smo rekli, naravnost, ne po stran. Ne na to stran. Naravnost dol in kam gor? Tle ali sem? Na postran. Dol naravnost, gor postran. A je tako? Pravi, dol naravnost, gor postran. Tako nekako približno. Ja? Ko končam, vzamem roke ven, primem za vrvi, tle okrog vratu, ja? In jih kaj? Združim v zanko, poiščem konca vrvi, jih ovijem enkrat, dvakrat, trikrat okrog, poiščem tele zanke vse,
potegnem čez te zanke tole, ta konc vrvi, ki smo zdaj 3krat ovili, takole čez, naredim še eno zanko, jo preveznem čez, zategnem, poiščem konc vrvi, zategnem, vržem na ramena, spredaj prekrižam, zadaj prekrižam, potegnem naprej, tle naredim kaj? Ambulantnega in vse, kar mi štrli dol, enostavno takole zahaklaš od zadaj za vrv, da ti po grmovju, kjer ne vleče te vrvi, in greš. Pošlo? Kaj pošlo? Pošlo? Vedno pošlo, a ne? Pravilno. Ok. Zdaj bomo še enkrat v vrv napeli, da boste tisti, ki želite, šli čez vrv, ali pa bomo kar 2 napeli, da boste šli lahko hitrejš. Če bi pa napel vrv za te 3 drevesa, pa bi se sploh Ne, si imamo že napel ta vrv. Sam je ful teži to. A je tako? Roke ti najbolj trpijo tukaj zdajle, ne? Učitelj, a ti ne zmanjka zraka pod vodo? Ne, saj ne greš v vodo, greš nad vodo. Jaz bi tudi to probal. Izvoli. Samo lažje vam bo, če se boste ulegli gor, kot sem pokazal. Z nogo se dvigni, z nogo se upri, pa se dvigni telo gor na vrvi, pa se potegni naprej. Tako, si videla, štruhtarco. Pa lahko počivaš gor, ne? Si videla, tudi mene si lahko gor k ptiček na veji počivaš. Ja, to pa se. Se mogla pa umiriti. Tak, to umiriti. Si videl? Je trenje, ne? To beton nima nobenega pokazati. Go try the string. Like Spider-Man. Good job, Spider-Man. Vrvice zagraja in se je še krava zabila, ker ni videla vrvice. Kaj? Ja, smešno, ne? Ja, pa lepo A boste pozdravili mamice, očije? A sem na televiziji! Ja, ne vem, pa na mobitelu, ne vem. Subscribe, evo. Hvala za vabilo. Subscribe and leave a like. And leave a like. Naruto. Hej. Hey YouTube! Subscribite pa komentirajte pa šerajte. Lajkite, lajkite. Like, subscribe. Comment. Hvala, hvala, hvala. Comment. Boš ti tudi kaj povedal? Subscribe. Živjo. Pozdravi mami, evo. Te bo videla lepo. Laris potrebuje like, da se tukaj nekje dol bo. Comment. Bomo zdaj šli dol s ceste, pa boste šli lahko po svoje. Evo, gremo dol s ceste. Zdaj ne rabite hoditi v koloni po 2 več. Pridete na Laris Survival School. Ajmo, daj,
Kam gremo? Povejte, kam gremo. To. Ja? Prosim. Indiana Jones. Super most. A si videl za to preskočil? Super most. Je, ne? Ja. Malo čuden postavljen. Ne. Pač zato je rekel, da bo šel les nabrat, ker je bil zraven njega. Kje je most? Inč pa hud. Kje je most? To je reka Nil. Zdravo, starši. Šef, sezuj se rajši. Da te ne bo žulilo slučajno. Lahko greste tudi kje druge, ampak vam svetujem, da ne. Ja, lahko preskočil, samo sem pol še 2 kanala naprej. Če greste, pejte po tej strani, tam je ena slaba brv, drugače pa najlažje, da se sezujete, pa greste bosi lepo čez. Malo si boste noge upravili, ja. Do kolena, če pokleknemo, a ne? Ja, seveda, padavine so bile danes. Kaj boste pa zdaj? A boste skakali? Dajte skočiti! Čakaj, dajte nekoga skočiti. Lavin, skoč! To je tako, Ajde! To bo tako mično, če on ide na ta nazaj. Ajde, Tristan! To ste bili pametni, jaz tu pergam in so. Bili pametni! Nema dobro. Kar počasi, lepo. Kako je? Bo šlo? Rabaš oporo? Čakaj, a? Lahko se mene primeš, če želiš. Še bo bolj globoko? Ne. Saj vidiš, lej, kako, kje so tam mali, do kolena jim ni. Do kolena, ajde. Ne bo hudega. Tle pa robo je pa manj globoko, tako da ti bo lažje tle hoditi po robo. Seveda so ribe. Prosim. Aha, ok, ti pomagam. A je za 10? Guten Tag, ja. Hello. Subscribe, tukaj nekje bo vpisu videa bo. Čelo, stoj. Pogled pa že zaščitena. Kako? Pogled je že zaščitena. Jo, to pa ne bi vedel. Bom pogledal. To je pa fajna roža. Bil je lilije, zaščitene rožice, se jih ne dotikamo, jih pustimo pri miru. Še nikoli videl, kaj? Ja, jaz sem jih, če mene sprašuješ. Ne, jaz nisem. Aha, Ali slučajem še nikoli nisem videl. to pravi si gotovo že videl. Meni se zdi, da sem eno že videl. Res so lepe. Mi imamo doma ful večje. Možno, ja.
Širite ta video po svojih YouTube kanalih. Tako bo več lajkov, pa subscriberov. Kje je Sara? A ja, Lavin. Živijo, aba. Kako je? Hitro smo prišli, a? Hitri smo bili, ja? A ne da? Jo, mami, živa ti. Živijo. Televiziji sem. Lagal sem! A ja, tako greš. Ej, tako greš, ne? Ne gledajte, ker imam gate! Ne gledamo. Tamle čisto v ozadju, tisti snežnik. 1796. Sem morate iti. Tam ena smreja, vi vrca kriva. No, to je snežnik. Tamle čez imamo pa slivenco, a ne? Ok, kar gremo. Bravo, bravo. Hej, živijo. Živijo. What's your name? Ciao. Hello. Hello. Hello, James. Hello, Ellie. Hello. Živijo. Kako je bilo na jezeru? Super. Ste kje utrujeni? A dejte no. Kje utrujena vidva? A?